Lahko rečem kar v imenu vseh podpisnikov civilne iniciative, da smo razočarani, je odločitev občinskih svetnikov komentirala predstavnica civilne iniciative za Šmarje gre Valerija Jazbec. V bistvu ni bila sprejeta niti ena naša pripomba ali mnenje, h katerim smo bili pozvani na javni razgrnitvi, in kljub pozivu strani občine, da se investitor uskladi s civilno iniciativo glede gradnje, višine in števila objektov, nismo dosegli popolnoma nobenega kompromisa in bo gradnja pač takšna, kot se je investitor zamislil. Občinska svetnica Tanja Novšak v strokovnost geološkega poročila, ki izkazuje ustreznost gradnje, ne dvomi. Poudarja pa, da na prejšnji seji občinskega sveta ni bil srž problema samo geološko poročilo, temveč tudi številni drugi pomisleki civilne iniciative. Od predvidenega števila in višine objektov do pomanjkanja parkirnih mest. Sama se zavzemam za to, da pač manj blokov, manj stanovanj, pa da ti le vseeno so. Še vedno pa poudarjam, da se morajo dogovoriti civilna iniciativa, investitor in občina, kajti, ko se bo enkrat začela gradnja, je težko jo ustaviti, lahko se zgodi, da bodo nastali kakšni problemi, potem pa ne vemo, kako jih bomo rešili. Župan Srečko Ocvirk se je ob tem odzval na predlog, da skliče sestanek z investitorjem in civilno iniciativo. Sam in zakonodaja izhaja, javna obravnava je bila. Na javni obravnavi so bili zaključki, kot so bili. Vsi smo seznanjeni z njimi in da je na investitorju in na tistih, ki imajo še druge pomisleke, zelo pomembno, da se usklajujejo. Na občini, občinskem svetu pa smo izpostavili predvsem strokovni pomislek, ki ga rešujejo. Investitor je že pred časom k mnenju pozval krajevno skupnost Sevnica. Predsednica krajevne skupnosti in članica občinskega sveta pravi, da je krajevna skupnost že v letih 2019 in 2020 podala pozitivno mnenje, vendar s pridržkom, da naj se upošteva mnenje tam živečih prebivalcev. Dodaja, da je ostalo še nekaj odprtih vprašanj in strahov strani predstavnikov civilne iniciative. Upam, da se bo našel nek konsenz, da se bo le stanovanja gradila, ker pa Sevničani pa rabimo nova stanovanja. Ja, v Sevnici, tudi v civilni iniciativi seveda se strinjamo, da so stanovanja za mlade družine potrebne. V preteklosti in v prihodnosti bodo. Ampak na internetu vsakemu dostopni viri podatkov Statističnega urada Republike Slovenije pa pokažejo, da v 11 letih je v občini Sevnica točno 7 prebivalcev manj. Predstavniki civilne iniciative sicer razumejo željo investitorja po čim večjem zaslužku, ravno tako željo potencialnih kupcev, vendar se sprašujejo, ali je gradnja v takšnem obsegu zares potrebna.